Američani, pazite. Zadnjih nekaj tednov ste slišali o krizi klimatskih naprav v Združenem kraljestvu. Zaradi te vročine, vročinskega vala, norosti Evropejcev. Poskušajo ustvariti vtis, da ne bi smeli imeti klimatskih naprav, ker so škodljive za okolje. Zato morate trpeti pri 40 stopinjah, kakorkoli. Slišali ste za to dramo, ampak ali ste vedeli, da zdaj prihaja tudi v New York? Ker tudi sam Mamdani predlaga, da nehate uporabljati klimatske naprave zaradi vročinskega vala, zaradi poskusa zaščite okolja. Zaradi dejstva, da njegovo mesto nima infrastrukture, ki bi dejansko omogočala, da bi ljudje lahko uporabljali klimatske naprave, da dobesedno ne bi umrli zaradi vročine. To je najslabše. In povedala sem ti, to se ne dogaja samo v Evropi. Dogaja se tudi v Ameriki. Poslušaj to norost. In vsakemu. Stopinj, da bi zmanjšali obremenitev našega elektroenergetskega omrežja. In vsakemu, namesto da bi rekli, da imamo težave z našimi elektroenergetskimi omrežji, ki jih moramo popraviti in da je naša najvišja prioriteta zagotoviti, da lahko vsi ostanejo na hladnem med vročinskim valom. On reče, vi bi morali nastaviti svoje termostate na 78 stopinj. To je vaša odgovornost. Kot pravi wokeness, toplina kolektivizma. Poglejmo si ta smešen video. Bil je odličen mesec za navijače v New Yorku, vendar bo ta teden veliko težje. Vstopamo v verjetno najbolj ekstremen vročinski val, ki ga je mesto videlo več kot desetletju. Lahko doseže 100 stopinj občutek, pa bo kot pri 112 stopinjah vročina, pa bo vztrajala tudi čez vikend. Mi smo pripravljeni, ampak želimo se prepričati, da ste tudi vi. Še posebej, če praznujete svetovno prvenstvo ali 4. julij, ali najemate Madison Square Garden za poroko. Hipotetično. Najpomembnejša stvar, ki jo lahko storite v tej vročini, je, da ostanete v zaprtih prostorih s klimatsko napravo. To je ključno za otroke, starejše, tiste z dihalnimi ali srčnimi težavami ter za vaše hišne ljubljenčke. Če pa greste ven, bodite pozorni na znake toplotnega udara, kot so zmedenost, omotica, slabost in težave z dihanjem. Mislim, a se vam zdi to kičasto, da to počne župan? Ne, se zdi to kičasto. Takoj pokličite 112, če vi ali kdo, ki ga poznate, doživljate simptome. Če nimate klimatske naprave ali vaša preprosto ne zadostuje, poiščite enega od hladilnih centrov v New Yorku, naprimer to knjižnico. Obiščite nyc.gov/beat-the-heat, da najdete enega izmed 100 hladilnih centrov, ki so odprti v vaši bližini zdaj do sobote. Lahko tudi pokličete 311 ali pa preprosto pogledate ven. Kioski Link NYC bodo prikazali navodila do najbližjega hladilnega centra. Če delate zunaj v tej vročini, je pomembno, da ste še posebej previdni in poznate svoje pravice. Če ste dostavljalec, imate pravico uporabljati stranišče v kateremkoli podjetju, kjer prevzamete naročilo. In ne pozabite. A ni to not neverjetno? To je tako nerodno. Ampak ne pozabite, on je tukaj in pravi, fantje, pojdite v naše hladilne centre v New Yorku itd. Ampak hkrati tudi pravi, da ne nastavite svojih termostatov na prenizko temperaturo, ker nočemo preobremeniti omrežja. In vsem podjetjem. New York. Zunaj je vroče in električno omrežje dela nadure, da nas ohladi. Nastavite svojo klimatsko napravo na 25 stopinj Celzija. Ugasnite luči, elektroniko, če je ne uporabljate, in izklopite kar lahko. Tudi naše mesto prispeva svoj delež. Vzdržujemo pravilo 25 stopinj v naših stavbah. Ugašamo luči ob največji porabi elektrike, prosimo zasebne partnerje, da storijo enako in izklapljamo vso nepotrebno opremo. Stabilno omrežje pomeni, da klima ostane vključena in življenja so rešena. Zmanjšajmo porabo in skupaj prebrodimo to vročino. Oprostite. Torej, zdaj vlada določa, na kateri stopnji naj bo vaša, on je župan, ni vlada, vaša klima, namesto da bi priznali, da nimajo dovolj zmogljivosti, da bi to ustrezno rešili. Vsi veste, da ne maram uporabljati izdelkov na svoji koži, ker nočem, da bi bila lepljiva ali zamašena. Želim se samo počutiti čisto. In vem, da je ne imeti obraznega rituala skoraj kot zločin. Ampak zdaj, ko sem odkrila OneSkin, bom morda morala priznati, da sem se ves čas motila. Saj veste, še nisem stara, ampak v zadnjem času opažam spremembe na svoji koži, ki se je odločila, da je čas za staranje. In to je res, res nesramno. Ampak po veliko prepričevanja strani prijateljic sem se odločila, da poskusim. In ja, zdaj sem spremenjena ženska. Ne promoviram stvari, ki jim ne zaupam. Veste, kako to gre. Ampak mislim, poglejte, kaj menite? In to ni samo moja izkušnja. OneSkin ima več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen in zdaj so vodilni na področju dolgoživosti kože. Moram vas opozoriti, da v nasprotju s tem, kar vam želi internet dopovedati, v resnici ne potrebujete zapletene rutine, da bi imeli lepšo kožo. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je peptid OneSkin OSO1 dokazano usmerjen v vidne znake staranja in vam pomaga odkriti najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas lahko preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MERAK na oneskin.co, pošiljka oneskin.co/mera.
To je 15% popusta. oneskin.co s kodom MERAK. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato vas res lepo prosim, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi poslali. In tukaj imate Američane, ki so se norčevali iz tega, kar se dogaja v Evropi in so popolnoma šokirani ter prestrašeni zaradi dejstva, da se lahko s toplotnim valom spopadate tako, kot se z njim spopada Evropa. In k temu bomo prišli čez trenutek. In pozabljajo, da je to že prispelo tudi v njihova mesta. Točno to zdaj počne Mamdani, ker je to prevzem norcev, ki vas poskušajo prepričati, da se doma odpoveste svojim svoboščinam in jih preprosto prepustite. Dajte en aplavz za kolektivno dobroto šeriatskega prava po svetu. Povsod je. Tako da se zdaj v Evropi dogaja cela drama, ker je vročinski val, zunaj je okoli 40 stopinj. In leta so okoljske kampanje delale na tem, da bi ljudje verjeli, da je klimatska naprava res problem. Pa pustimo dejstvo, da je Evropa odgovorna za, 5% škodljivih emisij v ozračje, Kitajska pa za okoli 35%. In nihče se na to ne osredotoča. Evropske vlade so dejansko krivile Ameriko za težave s klimatskimi napravami. In ne, žal ne moram reči, da je to pretiravanje. Evropa se dobesedno topi. V Frankfurtu je 41 stopinj. Včeraj sem šla ven in na stopnicah srečala svoje sosede. Kako preživljaš to vročino, me je vprašal. No, je težko, ampak kaj pa lahko narediš? Podnebne spremembe. To so nam naredili Američani, sem rekla. Pokimal je in si obrisal čelo. Ja, včeraj sem namestil klimo, zdaj je prijetno hladno. Pridi na pivo, lahko skupaj gledava svetovno prvenstvo, me je povabil. Mislim, da ne, sem rekla in ga z gnusom pogledala. Šla sem gor in ga prijavila mestnemu svetu. Mora odstraniti klimatsko napravo ali plačati davek za izravnavo ogljika. Kako so lahko ljudje tako sebični? Osebno udobje nikoli ni vredno uničevanja našega planeta. Zato se ves svet ozira k EU, ki je kulturno veliko bolj razvita kot preostali del sveta. Če ne razumeš, da je to šala, potem moraš malo delati na svojem smislu za humor. Ampak to, kar počne tukaj, je, da se sklicuje na to, kar se dejansko dogaja. Obstaja pritisk, dobesedni pritisk evropskih vlad, da ljudem govorijo, da ne bi smeli nameščati klimatskih naprav. Da bodo, če jih bodo, za to obdavčeni. Kljub temu, da ljudje po vsej Evropi umirajo, dobesedno umirajo zaradi vročine, ker so nasedli tej smešni stvari glede podnebnih sprememb, ki se dogaja. In ko rečem, da ljudje dobesedno skoraj umirajo, to ni pretiravanje. To je moški, ki je na vlaku brez klimatske naprave, prav? Poglejte ga. Mislim, jaz bi omedlela. Če bi bilo 40 stopinj in bi bila na vlaku, ne vem, kaj bi naredila. To je zgodba o voznici avtobusa, ki je povzročila nesrečo, potem ko je omedlela, ker na avtobusu ni bilo klime. Do nesreče je dejansko prišlo, ker je voznica omedlela zaradi vročine, saj na avtobusu ni bilo klimatske naprave. Ekstremna vročina je smrtonosna. In vsako leto v Evropi ubije več ljudi, kot jih v Ameriki ubijajo strelska orožja. Samo zato, da ljudje razumejo, kako pomemben problem je to. In kljub temu še vedno vidimo nesmiseln pojav, ko ljudje poskušajo druge prepričati, da se počutijo slabo, ker imajo klimatske naprave doma. Ampak to se dogaja v Evropi. Poskušajo vas prepričati, da je skupno dobro veliko pomembnejše od vaših osebnih potreb. Pripeljite množico priseljencev. Ni pomembno, če vas posilijo. Ne imejte klimatske naprave. Podnebje je pomembnejše od tega, da ne umrete zaradi vročine. In tako naprej, in tako naprej. Tako je vlada premaknila stvari naprej. In to je dobesedno najbolj psihotičen pojav povsod. Zato so Američani tako vznemirjeni zaradi celotne debate o klimatskih napravah in zakaj je to zdaj postalo vprašanje desnice. Veste, jaz ne verjamem, da je klimatska naprava politični problem. Mislim, da je klimatska naprava ena najbolj neverjetnih človeških izumov. Dobesedno spremeni vreme. In to je nekaj, kar ne bi smelo biti politično. Ljudje bi morali imeti pravico do klimatskih naprav, zato je bila izumljena. In vendar so levičarji nekako naredili iz tega skoraj nekaj slabega, če jo imate. Če razmišljate o nakupu klimatske naprave, uničujete podnebje. In tako desničarji pravijo, ljudje bi morali imeti pravico odločati o temperaturi svojih domov. To je nekaj povsem osnovnega in normalnega. Če želite imeti ogrevanje, ga vklopite. Če ga ne želite, ga izklopite. Če želite klimatsko napravo, uporabite jo. Uživajte. Zdaj upoštevajte, da so v Evropi, ker je bilo tam povsod tako mrzlo, vse stavbe zasnovane tako, da zadržujejo toploto v hiši. Tako med vročinskim valom ni nobene infrastrukture za hlajenje. Domovi postanejo tako vroči, zato ljudje umirajo. Klimatska naprava je osnovna potreba. Ampak zdaj ista ideja prihaja tudi v New York.
Namesto da bi to ostalo samo v Evropi, vam zdaj govorijo, koliko naj uporabljate klimatsko napravo, da bi zagotovili skupno dobro. To je noro, to je zmešano in mislim, da nihče od nas tega ne bi smel sprejeti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.